Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, gospod Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije, zdravstvena inšpektorica gospa Dejana Poca, magistra psihologije Barbara Čibe-Žagar, ekipa UKOM-a, gospa tolmačka za slovenski znakovni jezik, sodelavci moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni tudi na popoldanski novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Strokovnjaki, zdravniki in epidemiologi, pa tudi člani vlade Republike Slovenije ter vsi ostali gostje na naših novinarskih konferencah že vse od prvega izbruha epidemije pozivajo k doslednemu upoštevanju samozaščitnih ukrepov in k spoštovanju začasnih omejitev, ki jih je vlada Republike Slovenije sprejela na predlog svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje. Le če bomo in ko se bomo vsi dosledno držali ukrepov in pri tem upoštevali pozive stroke glede rednega nošenja maske, umivanja oziroma razkuževanja rok, držanja primerne razdalje in omejevanja stikov, bomo krivuljo širjenja virusa obrnili navzdol in s tem tudi zamejili število bolnih ter hudo bolnih, ki zaradi resnega poteka okužbe s COVID-19 potrebujejo zdravstveno pomoč in bolnišnično oskrbo. Takšnih bolnikov je bilo zjutraj že 660, zdaj jih je že več. Docentka dr. Mateja Logar iz UKC Ljubljana je na današnji dopoldanski novinarski konferenci podala informacijo o tem, da so bile vse intenzivne postelje v Sloveniji v tistem trenutku zasedene, kar kaže na to, da so razmere izredno resne in zahtevajo enormne napore v zdravstvu, predvsem pa še bolj odgovorno ravnanje vseh nas. Preden predam besedo našim gostom, pa bi izkoristil današnjo novinarsko konferenco za to, da se iskreno v imenu vlade in tudi v imenu celotne ekipe in svojem imenu zahvalim vsem državljankam in državljanom, občankam in občanom, pa tudi vsem ostalim, ki trenutno bivate v Sloveniji, ker razumete, da smo se znašli v situaciji, kot je še ni bilo, ki v tem prelomnem trenutku zahteva odgovorno in solidarno ravnanje prav vsakega izmed nas. Hvala vsakemu izmed vas, ki s svojimi dejanji in pozitivnim zgledom prispevate k zajezitvi epidemije. Na današnji 115. dopisni seji je vlada Republike Slovenije med drugim sprejela tudi poročilo glede opravljanja nadzorov zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2 in poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2. Danes sta zato z nami predstavnica zdravstvenega inšpektorata, zdravstvena inšpektorica gospa Dejana Poca in gospod Tomaž Pečjak, namestnik generalnega direktorja policije. Predstavila nam bosta delo svojih institucij v luči trenutnih razmer in bosta ob koncu na voljo tudi za morebitna novinarska vprašanja. Zdaj k besedi najprej vabim zdravstveno inšpektorico, gospod Dejano Poca, ki ni prvič pri nas. Pogosto se pojavlja, hvala, ker ste prišli in prosim za predstavitev. Dober večer. Jaz bom najprej na kratko predstavila tedensko poročilo zdravstvenega inšpektorata in sicer za obdobje od 19. do vključno 25.10.2020, potem pa še nekoliko širšo razlago. Skupno število opravljenih nadzorov vladnih odlokov, izdanih v povezavi z obvladovanjem COVID-19, je bilo 1420, izrečenih pa je bilo 141 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 68.400 evrov, od tega na področju gostinske in trgovinske dejavnosti za 16.800, na področju prireditev 8.800, v zvezi z nespoštovanjem vročenih odločb o odrejeni karanteni 6.000, največ pa na zunanjih površinah in sicer v skupni višini 36.800 evrov. Najbolj aktualna sta trenutno seveda odloka o začasni omejitvi gibanja med 21. in 6. uro in pa obvezno nošenje mask na prostem ter na vseh zaprtih in odprtih javnih površinah. Med 21. in 6. uro zdravstveni inšpektorat nadzore izvaja v sodelovanju s policijo. Pri tem ugotavljamo, da je omejitev praviloma spoštovana. V prvem tednu je bilo opravljenih 17 nadzorov na več lokacijah po Sloveniji, recimo v Ljubljani, Mariboru in Kranju.
Prvo noč je bilo v Ljubljani opozorjenih 10 ljudi, od tega 2 tuja državljana, ki z odlokom nista bila seznanjena. V Mariboru pa se je prvo noč na Trgu Svobode zbrala skupina protestnikov ter nekaj opazovalcev. Opazovalci so se po opozorilu inšpektorja razšli in ukrepanje ni bilo potrebno, zoper eno osebo pa je bil uveden prekrškovni postopek. Skupaj je bilo v prvem tednu od uveljavitve odloka o začasni omejitvi gibanja v nočnem času izdanih 19 prekrškovnih sankcij. Globa po zakonu o nalezljivih boleznih znaša od 400 do 4000 evrov za vsako posamezno kršitev. Če se torej med 21. in 6. uro nahajate zunaj v skupini več kot 6 ljudi in pri tem ne nosite maske, so to 3 kršitve in posledično 3 globe v skupni višini 1200 evrov. Če se poleg tega nahajate še izven regije oziroma sedaj izven občine stalnega bivališča, znese to še dodatnih 400 evrov. Neupravičeni nočni izleti nas torej v tem času lahko zelo drago stanejo. Naj omenim še nadzor nad odlokom o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah. Čeprav te dni večinoma govorimo o maskah in o omejitvi gibanja, je bilo tudi na tem področju do sedaj opravljenih že več kot 700 nadzorov, izdanih pa je bilo 12 opozoril in 20 upravnih odločb. Inšpektorji v teh primerih ukrepajo s tako imenovanimi ureditvenimi odločbami z namenom čimprejšnje namestitve razpršilnikov za roke na predpisanih mestih, kar pomeni ob vhodu v stavbo in ob vhodu v dvigalo v vsakem nadstropju. Če ima stavba več vhodov in več dvigal, morajo biti torej razpršilniki nameščeni povsod. Z omenjeno ureditveno odločbo se določi tudi rok, do katerega je potrebno ugotovljene neskladnosti odpraviti, predpisana globa za neupoštevanje pa je 1500 evrov za pravno osebo oziroma 500 evrov za samostojnega podjetnika posameznika. Na zdravstvenem inšpektoratu se seveda odzivamo tudi na prijave. V času od 1. septembra 2020 smo jih prejeli 1222, od tega največ na področju gostinstva, kršenja odrejene karantene, nošenja zaščitne maske na javnih površinah in v živilskih prodajalnah. Točne številke so pa razvidne iz grafa, s katerega upam, da se sedaj vidi. Nabor nadzornikov nad določbami zakona o nalezljivih boleznih se je pred kratkim razširil in sicer z dnem, ko je stopil v veljavo zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki mu po domače rečemo 5. protikoronski paket oziroma PKP5. Nabor se je razširil še na 8 drugih inšpektoratov ter na policijo in sicer smiselno po področjih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tako sodeluje pri opravljanju gostinske dejavnosti, tržni inšpektorat pri opravljanju trgovinske dejavnosti, inšpektorat za infrastrukturo v javnem potniškem prometu, inšpektorat za šolstvo in šport v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pri izvajanju organizirane športne dejavnosti, potem je tudi inšpektorat za javni sektor zraven, inšpektorat za delo v delovnem okolju delodajalca, inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri nadzoru izvrševanja predpisov z tega področja, urad za kemikalije pa glede ustreznosti, učinkovitosti, dostopnosti na trgu in uporabe razkužil na zaprtih javnih krajih oziroma pri večstanovanjskih stavbah, kjer je določeno obvezno razkuževanje rok, in pa policija za prekrške in izrekanje glob pri izvajanju svojih izvirnih pristojnosti. V praksi to pomeni, da bo nadzornikov sedaj na terenu veliko več. V zvezi z obveznim nošenjem mask na zunanjih površinah dobivamo na zdravstvenem inšpektoratu veliko vprašanj o tem, kaj se smatra kot zelena površina in ali je maske zdaj na prostem potrebno nositi, če v razdalji 3 metrov ni nikogar. Bom najprej kar prebrala, kaj v odloku piše. Pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj 3 metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov, posameznikom ali osebam iz skupnega gospodinjstva ni potrebno nositi zaščitne maske. In zdaj, če najprej malo suhoparno povzamem po uredbi o prostorskem redu, so v tej uredbi zelene površine definirane kot vse površine, ki izkazujejo določeno mero naravnosti in to ne glede na lastnino, funkcijo in lego v prostoru. To torej niso pločniki in ceste.
Iz povedanega tako sledi, da je maske na prostem potrebno nositi povsod, razen na zelenih površinah in pri rekreaciji. Za rekreacijo recimo, da lahko štejemo tudi sprehod, vendar seveda ne po mestnem središču, kar nam tudi nekako pove že zdrava pamet. Ob koncu bom pa zdaj tudi jaz dodala poziv k osebni odgovornosti vsakega posameznika, kajti kljub temu, da se velika večina drži ukrepov, je dejstvo, da se jih nekateri ne bodo nikoli. Apeliram na vse, da ne razmišljamo v smeri, da moramo maske nositi zaradi inšpektorjev, zaradi vlade ali zaradi policije, temveč zato, da poleg sebe ščitimo tudi druge, predvsem osebe, ki spadajo v ranljive skupine. Nenošenje mask v trenutni epidemiološki situaciji ne more biti znak uporništva, temveč je lahko izključno znak ignorance do sočloveka. In če kdaj, potem je zdaj čas, da egoizem pospravimo v predal. Hvala za pozornost. Hvala tudi vam, inšpektorica, za to celovito predstavitev. 4 novinarske hiše imamo na Zoomu. Ali kdo med njimi želi naši gosti zastaviti kako vprašanje? Ni vprašanj? Hvala lepa, res ste bila izčrpna. No, v nadaljevanju. V nadaljevanju pa besedo predajam še namestniku generalnega direktorja policije, gospodu Tomažu Pečjaku. Gospod Pečjak, prosim. Dober večer tudi v mojem imenu. Od sobote 24. oktobra dalje, ko je pričel veljati tako imenovani 5. protikoronski zakon, je policija dobila, kot je bilo prej že slišati, nekatere izvirne pristojnosti po določbah zakona o nalezljivih boleznih, natančneje iz 2. in 3. točke 1. odstavka 39. člena. Ti 2 točki govorita predvsem o ukrepih za omejitev gibanja prebivalstva na okuženih območjih ali pa neposredno ogroženih, ter za prepoved zbiranja na javnih mestih, dokler seveda ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. S tem je policija postala izvirno pristojna nad posameznimi določbami odlokov, ki urejajo navedena področja. Kot smo omenili, predvsem gre za odloke o omejitvi gibanja, zbiranja in potovanja ljudi. Policisti tako tovrstne prekrške obravnavamo sami samostojno in jih več ne odstopamo Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije, ki je, kot smo že slišali prej, izvirno pristojen za tovrstne ukrepe po zakonu o nalezljivih boleznih. S to spremembo se je med drugim povečala ne samo učinkovitost ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ampak tudi seveda zmanjšalo administrativno delo, saj lahko policisti poslej v primeru neupoštevanja zakonitega ukrepa svoje ukrepe po eni strani stopnjujejo, se pravi, lahko na začetku opozarjamo in vkolikor smo že dosegli njihovo spoštovanje in pri tem seveda, če ne gre drugače, pa tudi ukrepamo. Ponovno bi izpostavil, da je seveda osnovni namen policije, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi dosežemo zakonito zasledovani cilj, pri čemer pa vedno policija izhaja iz tako imenovanega načela sorazmernosti in zato tudi danes in drugače preko medijev opozarjamo po eni strani na resnost okoliščin, v kateri smo se v Republiki Sloveniji znašli, in po drugi strani seveda, da občani in občanke te ukrepe spoštujejo zaradi sebe in seveda tistih, ki so najbolj ogroženi. Če samo grem to, da smo policisti od torka, ko je začela veljati prepoved gibanja med občinami, do danes pri opravljanju svojih nalog in vseh ostalih nalog iz naše pristojnosti opravili nadzore v več kot 4300 oziroma najtečneje 4342 krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov. Nekatere nadzore smo opravili zaradi prijav občanov, ki so v 71 primerih prijavili na našo interventno številko 113 kršitve odloka strani, se pravi, ki so jih oni opazili. Sami pa smo ugotovili 288 kršitev. Vse skupaj smo izrekli 245 opozoril, izdali 118 plačilnih nalogov ter hitrih postopkov in v 8 primerih o kršitvah drugih pristojnosti obvestili Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, ker je šlo, kot sem rekel, za kršitve iz ostalih pristojnosti.
Če pa pogledamo seveda delo policije od začetka marca meseca, pa do danes smo prejeli več kot 3000 prijav kršitev strani občanov, sami smo ugotovili več kot 10.000 kršitev odlokov in pri tem izdali več kot 6500 opozoril in več kot 100 prekrškovnih predlogov po zakonu o javnem redu in miru in za 8000 predlogov jih odstopili tudi Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije za začetek postopka. Način izvajanja nadzora se za policijo v ničemer ni spremenil tudi za soboto in tudi s torkom, podvržen je vedno standardom taktike in metodike dela policije, ki jih policija uporablja pri izvajanju nadzora tudi nad ostalimi predpisi iz njene izvirne predstojnosti, kot so zakon o javnem redu in miru, zakon o pravilih cestnega prometa in tako nadalje. Pri tem pa res izpostavljamo naš namen, se pravi z najmilejšimi sredstvi, doseči, se pravi, zasledovani cilj, pri čemer pa moramo reči, da tudi te številke, ki sem jih danes predstavil, kažejo, da je v zadnjem času, da so ljudje seveda sprejeli te odloke, da se praviloma v največji meri tudi teh odlokov držijo. In mislim, da je s tem tudi bilo doseženo vsa ta opozorila na resnost okoliščini, v kateri se Republika Slovenija je znašla. Zdaj, tule bi predstavil še, da seveda se številke, ki jih imamo pri izvajanju karantenskih odločb. Pri izvajanju karantenskih odločb do sobote smo izdali in uročili predvsem več kot 56.000 karantenskih odločb, ki jih je seveda pripravilo Ministrstvo za zdravje, od sobote naprej pa seveda izdajamo potrdila o napotitvi v karantene na domu, na mejnih prehodih, ko ljudje vstopajo. Kot kažejo številke, je res, da je tega dela seveda veliko in v prvi vrsti gre za to, da po naših izkušnjah je seveda, lahko rečemo, da se v imenu policistov vsem prebivalcem Republike Slovenije in osebam, ki potujejo preko ozemlja Republike Slovenije, ponovno svetujemo, da dosledno spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja virusa, saj bomo le tako zmanjšali njihovo eksponentno širjenje med ljudmi. Pri tem seveda apeliramo predvsem na to, da so potovanja res tista, ki so nujna in neodložljiva, ter da imajo osebe pri sebi dokazila, da izpolnjujejo katero od izjem odlokov, ali glede omejitve gibanja ali glede prehajanja mej. Tako bomo kar najbolj prispevali k uresničevanju posameznih omejitev, ki so predlagani strani strokovnjakov in epidemiologov. Za konec pa bi izkoristil priložnost in se seveda zahvalil vsem policistkam in policistom ter ostalim zaposlenim v policiji, ki v tem času ob svojem rednem delu opravljajo vse te dodatne naloge in aktivnosti, ki so povezane s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni. Verjamem, da nam bo skupaj uspelo.